predstavljamo 25 podjetij in njihove blagovne znamke, kajti blagovne znamke so seveda tisto, kar odlikuje naša podjetja. Prav veselje mi je pogledati potrošnike, ki se sprehajajo mimo naših stebričkov, kjer so predstavljene blagovne znamke naših članov in kako z zanimanjem opazujejo izdelke, ki jih morda v trgovini vidijo vsak dan. Tukaj so pa predstavljeni na poseben način, vsako podjetje zase in vsi skupaj pa nekako tvorijo celoto našega članstva. In moram reči, da ravno to medsebojno sodelovanje na tem skupnem razstavnem prostoru Gospodarske zbornice, Zbornice kmetijskih živilskih podjetij in naših članov je tisto, kar nam daje seveda tudi voljo za delo in za sodelovanje naprej. Problemov je veliko in jaz mislim, da z novo ekipo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki seveda je nekako tudi stara in pozna vse naše tegobe in težave, bomo lahko dokaj hitro zagnali to kolesje naprej in začeli problematiko, ki je odprta, reševati. Danes smo podelili nagrade najboljšim študentskim ekipam, ki so tekmovali v okviru tekmovanja Ekotrofeja Slovenija. To je tekmovanje, kjer študentske ekipe razvijajo inovativen živilski izdelek in seveda ga z svojim marketinškim pristopom in pa tehnologijo skušajo prepričati komisijo. Podelitev je potekala na Agri v tej zanimivi pisani atmosferi. Mislim, da je izredno pomembno, da držimo ta nit od študentov pa naprej do industrije, to sodelovanje in da krepimo recimo tudi ta inovativni duh, kajti dejstvo je, da je danes potrebno priti na polico, to je prvo, ampak ta izdelek, ki je na polici, pa mora pritegniti potrošnika. In le tisti izdelki, ki imajo dobro kakovost, ki so varni, dober okus nenazadnje in imajo nekaj posebnega, pač so tisti, ki so izbrani na polici. Naši študenti, ki prihajajo iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in nekaterih drugih fakultet, saj so bili timi interdisciplinarni, so pokazali izjemno inovativnost v vseh dimenzijah. Ne samo na področju proizvoda, temveč tudi na področju embalaže, marketinškega pristopa in jaz mislim, da so ponudili podjetjem, ki bodo verjetno pogledali, kaj so naši študenti pripravili, nekaj zanimivega novega. Že sama komisija je bila izredno navdušena nad kakovostjo letos predstavljenih izdelkov in Bini Muffin, ki potuje oktobra naprej na evropsko tekmovanje, ki bo potekalo na Semo Sial v Parizu, nosi izredno inovativnost v sebi in ki združuje tudi ta ekološki naboj. Študenti so prekaljeni, imajo dober nastop, imajo prepričljiv dosje, tako da upamo na izredno dobro uvrstitev. Seveda pa konkurenca je huda in morali bodo se res potruditi. Gre za mafine, imenovane Bini Muff z izboljšano prehransko sestavo in dodanim antioksidantom resveratrolom. Naravni antioksidant je pa se prav pridobljen iz invazivne rastline japonskega dresnika, tako da smo gledali tudi na ta sam ekološki problem. Gledali smo pa tudi pri sestavinah, da so lokalnih pridelovalcev oziroma uvoznikov slovenskih. Sama sestava izdelka pa je napram komercialnim mafinom, imajo naši mafini še enkrat več vlaknin, še enkrat več beljakovin in pol manj sladkorjev. Okus pa je še vedno podoben kot komercialni mafini oziroma tisti, ki so jih probali, pravijo, da je še boljši.